Sem bila pri prijateljici in ona mi razlaga, veš, a ti veš, kak moja tašča kuha kiso zelje? Pa jaz ne vem, kdo normalen tak dela. A ste slišali stavek, kdo normalen tak dela? Ste ga mogoče celo kdaj rekli, a ne? In jaz njo poslušam, kako njena tašča kuha kiso zelje in tako, moje oči takole. Ona mene gleda, sem rekla, draga, a ti veš, da jaz kuham na povsem enak način kot tvoja tašča. Ona je bila čisto šokirana. Ona je dejansko mislila, da je edini pravilen način tako, kot kuha ona. Torej, vse, kar smo se zdaj iz teh primerov naučili, dajmo se naučiti biti hvaležni, da imamo nogavice, da jih imamo dovolj, da nas zebe, da imamo vodo, da jih operemo, da imamo omaro, kam da jih damo, da imamo WC papir, a se lahko naučimo videti, da delo je narejeno. Ne pa kako. Ko vaš drage moje dame, skuha kosilo ali pa večerjo in vi pridete domov in namesto hvala, pa kje imaš ti pamet? Pa kaj je s tabo? V tem piskru si skuhal golaž. Pa kaj ti ne veš, da ta piskr ni za golaž, pa noben normalen ne bi v ta piskr dal golaž kuhat. Pa kaj nisi nikoli videl v 20 letih, da se tukaj kuha sam mleko. Ne vem, zakaj se smejite, a je to smešno, a ste imeli kakšne take primere? Ok, lejte, ne želim nobenemu, da bi padel pod občutek krivde. Ampak, če ste danes spoznali, da ste stvari delali iz nevednosti, iz neznanja, enostavno povejte ljudem okoli sebe, žal mi je, oprosti, drugače nisem vedela in od danes naprej idemo funkcionirati drugače. Torej, da se lahko naučimo reči, hvala, da si skuhal kosilo, zelo okusno je, imam pa eno prošnjo. A lahko naslednjič golaž skuhaš v tem piskru? A je razlika? Torej, Hipokrat je v osnovi, smo rekli, razdelil ljudi v 4 skupine, koleriki, sangviniki, flegmatiki, melanholiki. Moj cilj ni, da se mi zapomnemo ta imena. Moj cilj je, kot sem že rekla, da se naučimo sprejeti, čeprav ne razumemo, da iste stvari drugače, dajmo skupaj, vidimo, slišimo, delamo, čutimo in doživljamo. To je pomembno. Meni ni potrebno razumeti, kako si lahko to naredila, rekla, ne naredila, ampak je pomembno, da se naučim sprejeti. Ker ko se to jaz naučim sprejeti, potem niste več moj sovražnik, niste več moj neprijatelj, niste več oseba, ki mi namenoma greni življenje, ampak se poskušam postaviti ob vas in iz vašega zornega kota pogledati situacijo in videti, a veste, če oseba nekaj naredi, a se je potem potrudila? A je lenoba, če je naredila? Potrudila se je tako, kot ve in zna. Da pa ni narejeno, po moje, je pa druga zgodba. Verjetno zato, ker nisem dala navodil in sem izhajala iz sebe. Nisem pa dala navodil, ker sem izhajala iz sebe in sem pričakovala, da vsak normalen pa bi to ja lahko vedel. A je to resnica v našem življenju ali ni? Kadar nekaj delamo in govorimo, v tistem trenutku menimo, da je tako prav. Kdo poleg mene želi imeti dobre odnose v družini? Na delovnem mestu. Zakaj pa potem mislimo, da nas ljudje namenoma jezijo? A mislite, da res naši zakonci zjutraj ostanejo z namenom, zdaj bom pa svojega spravo ob živce, zato ker želim imeti slab odnos? Ampak tako izpade, ko se mi v določenem trenutku ujezimo, ker ni narejeno tako, kot smo se mi zamislili.